Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. V zadnjem tednu je bilo precej govora v slovenski javnosti o domnevnih političnih pritiskih na delo notranje ministrice Tatjane Bobnar in v.d. generalnega direktorja slovenske policije Boštjana Lindava. Strani določenih političnih predstavnikov v javnost sta prišli tudi pismi omenjenih oseb, kjer so ti pritiski kar konkretno opisani, ampak vladni predstavniki na čelu s premijejem Robertom Golobom so to tudi v državnem zboru, ko je premijer v sredo odgovarjal na poslanska vprašanja, zanikali. Je pa bilo v zadnjih dneh veliko govora tudi o varovanju samega predsednika vlade in njegove družine. Namreč pristojnost varovanja je bila s policije prenešena na vladni sekretariat. V zvezi z varovanjem premijeja Goloba pa so se pojavljala tudi različna imena varnostnikov, kot je denimo zloglasni Miloš Njegoslav Milović, ki ni zaposlen nikjer, tako da se poraja tudi vprašanje varnostnega vidika tveganja pri samem varovanju premijeja in njegove družine. O tem in še več bomo danes govorili z varnostnim strokovnjakom, policistom, pravnikom, tudi nekdanjim direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Andrejem Rupnikom. Dober večer. Pozdravljeni. Pa začnimo najprej s samim vprašanjem načina, na katerega je torej bila ta pristojnost varovanja premijeja prenešena z policije na vladni sekretariat. Vi dvomite v legalnost te poteze. Zakaj? Jaz sem prepričan, da je ta poteza nezakonita, se pravi, ni skladna z zakonom. Zakon, ki ureja področje dela policije, v 4. členu zelo jasno določa, kaj je v bistvu tisto, kar policija v Sloveniji dela, in to je ekskluzivno. Tako da poleg tega, da preprečuje, preiskuje in preganja storilce kaznivih dejanj, ugotavlja prometne pa ostale prekrške in tako naprej, je ena od alinej v tem členu, ki določa, da je varovanje določenih oseb in objektov v izključni pristojnosti policije. Se pravi, tako določa zakon. In kdorkoli hoče to spremeniti, bi moral najprej spremeniti zakonske določbe in recimo napisati, da to pravilo absolutno velja, razen če ni v kakšnem drugem predpisu pa drugem zakonu to drugače določeno. Ker zakon ni dovolj konkreten, kako naj se ta določba izvaja, potem vlada že, ko se je ta zakon v prejšnji verziji, ki se imenoval še zakon o policiji, sprejela v bistvu uredbo, v kateri so zadeve malenkost bolj konkretizirano napisane. In ta uredba potem določa kategorije varovanih oseb, kateri objekti se varujejo, ampak še zmeraj ta uredba sledi zakonski določbi. Torej, to je uredba, ki ureja pristojnosti in delo policije, nikogar drugega. Vlada, kaj je naredila vlada? Vlada je to uredbo sicer zgodovinsko velikokrat popravljala. Za moje pojme pogosto neopravičeno. Na ta način, da so vlade širile v bistvu krog ljudi, ki so deležni te zaščite, kar pomeni dodatne stroške pa dodatne obremenitve za policijo. Govorite morda tudi recimo o prejšnji vladi Janeza Janše, ki je uvedla varovanje. 24/7 za podpredsednike vlad. V izvornih variantah te uredbe podpredsedniki vlad niso bili vključeni, razen če se je potem pri operativnem delu ugotovilo, da obstaja posebna varnostna grožnja. Takrat so potem lahko začasno dobili to varovanje, vendar neposredno pa fundamentalno 24/7 pa ne. Se pravi, že prejšnja vlada je to spremenila. Ta princip se še zmerom uporablja in v bistvu to je neka pristojnost vlade, to vlada lahko naredi v te uredbe. Ne sme pa v bistvu izločiti ali pa negirati zakonske določbe, da je to v pristojnosti policije. Kaj je vlada zdaj naredila v zadnji spremembi? Oni so v tem krogu oseb, ki so varovane pri predsedniku vlade, pa verjetno zato, da se majčkeno maskira še pri predsedniku države, določili, da se v teh dveh primerih lahko v bistvu to varovanje organizira tudi drugače, in sicer tako, kot bo urejal nek dodaten predpis vlade. Se pravi, če je predpis vlade, pomeni, da mora to biti javno objavljeno. Lahko je to, načeloma so to uredbe, ampak jaz take uredbe nisem našel, kar pomeni, da ta tretji v nizu teh pravnih dokumentov ne obstaja, ali je pa v bistvu nek intern dokument, kar seveda spet ni skladno z zakonom. Vsa zakonodaja, vsi predpisi morajo biti javno objavljeni. Torej, naredi so obvod.
Se pravi, za predsednika vlade, za predsednika države ta uredba s tem negirajo seveda tudi zakon ne velja, ker bomo mi to drugače uredili. In to drugačno urejanje, kot se je zdaj izkazalo, je tako, da bodo v bistvu, oziroma vse načrtovane, tako ne vem, če to že v resnici poteka, prevzeli vse aktivnosti glede varovanja predsednika vlade v njegovem ožjem krogu, torej verjetno generalnem sekretariatu ali pa še ožje v kabinetu predsednika vlade. Gospod Rupnik, zdaj vi pravite, da ni zakonske podlage. Zdaj ta vlada ima večino v državnem zboru, če bi želeli spremeniti zakon, bi to lahko potem naredili? Lahko to naredijo. Mislim, to je pač v bistvu breme in čar demokracije. Ne? Se pravi, vladajoči vselej tisti, ki imajo večino v parlamentu, lahko enostavno zakonodajo urejajo tako, da jim ustreza. Ali pa načeloma bi morali zakone pisati tako, da jih vsi državljani razumemo, pa sprejemamo kot nekaj, kar je pravilno in prav. Ampak veste, da pri nas v zakonih pogosto prav beseda prav ni tista, ki bi bila v prvi vrsti. No, to je zanimivo vprašanje. Morda, če primerjava ureditev v drugih evropskih državah, naših sosednjih, je tudi tam varovanje v pristojnosti policije? Ali je kje tako, da lahko predsednik vlade sam si izmisli svoj krog varnostnikov? Ne, to je v bistvu značilnost nedemokratičnih družb, ne, da si v bistvu neko svojo zasebno paravojsko, paravarnost ustanavljajo ti nedemokratični voditelji, medtem ko za države z neko demokratično tradicijo je pa pravilo, da je to neka služba, ki je za to zadolžena. V nekaterih državah so to obveščevalno-varnostne službe in notranje, običajno v nekaterih so to posebne službe, recimo v Združenih državah Amerike je to Secret Service, torej tajna služba, ne, ki ima rahlo zavajajoče ime, ne. To je izključno v njihovi pristojnosti in tudi Trump, ki je bil znan po tem, da ni sprejemal teh tradicij po običaju ameriškega demokratičnega varnostnega aparata, se temu ni upiral, ne. Je pač sprejel dejstvo, da ga varuje pač neka specializirana služba. V Sloveniji je bilo v preteklosti tako zgodovinsko, da so te vrhovne politike v državi varovali pripadniki službe državne varnosti, ne. Ampak nikakor ne sami, ne, ker to je preveč dela, da bi lahko to neka mehna služba naredila, rabi kompleten varnostni aparat, širše lahko potem tudi malo predebatira, kaj vse ta varnostni aparat mora narediti. Potem z spremembo politično-ekonomskega sistema se je pa v policiji izoblikoval takrat v tistem obdobju Urad za varnost in zaščito, ki je danes znan pod imenom Center za varnost in zaščito. In je pač policija tista, ki v skladu z zakonom ekskluzivno opravlja to funkcijo, ne. Torej ne moreš se ti odločiti, da boš to šel mimo nekega sistema. Celo ni mogoče, vsaj po mojem mnenju, pa verjetno po mnenju marsikaterega pravnika, sprejeti teze, da ima predsednik vlade, ki je institucija, ne, pravico, da si to uredi privatno, ne. Jaz mislim, da te pravice nima, ne. On predstavlja državo, on predstavlja izvršno vejo oblasti. Zdaj, premier Robert Golob je v zadnjih dneh v javnosti večkrat pojasnjeval, da si je varovanje uredil po principu nekdanjega spoštovanega slovenskega premijeja, govorijo seveda o gospodu Janezu Drnovšku. Vi pa pravite, da varovanje, pa tudi v policiji so to zanikali, da bi bilo urejeno na enak način. Kje je ta razlika, če lahko pojasnite? Glejte, tam, kjer ta skupina, ker je to posebej določen oddelek policistov, ne, ki varuje zelo konkretno osebo ali pa konkretno objekt, tam morajo ti ljudje seveda definitivno zelo sodelovati s kabineti ali pa z generalnim sekretariatom vlade ali pa v parlamentu z generalnim sekretariatom v parlamentu, zato ker je treba na dnevni ravni usklajevati aktivnosti, ne. Se pravi, treba je povedati varnostnikom, kam bo varovana oseba šla, kaj bo tam počela pa tako naprej. Veliko je tega usklajevanja, ne. In v tem smislu v bistvu ta del čisto operativni je deloma pod vplivom teh služb, ki so v neposredni ingerenci konkretnega politika, ampak v osnovi se pa še zmerom v zadju kompletni aparat vodi z strani policije, ne. Se pravi, kdo konkretno bo tam delal, kakšne delovne obveze bo imel, ne. Ker v bistvu tam generalni sekretariat vlade ne bo odgovarjal za kršitev delovnopravne zakonodaje, če bo nek varnostnik pretirano obremenjen pa tako naprej. V glavnem, niti v času Drnovška, to ni res, da je imel Drnovšek to drugače urejeno. Imel je sicer mogoče malo več vpliva in zgodovinsko gledano, in to, kar je meni zanimivo, isti akteri se pri tem pojavljajo, je bilo tam nekje okrog leta 2000, je bil poskus, da bi se v bistvu že takrat ti pripadniki oddelka za varovanje predsednika vlade izločili iz policije in da bi prišli pod popolno ingerenco generalnega sekretariata vlade. Kdo je to poskušal, torej Drnovška? Ne, to je bil gospod Miloš Njegoslav Milović v tistem obdobju, ne, ki je bil takrat vodja tega oddelka varnostnikov pri Drnovšku.
In si je on takrat tam v tem vladnem miljeju zagotovil v bistvu neke dodatne vire financiranja za opremo, ki so jo rabili, za obleke in tako naprej. In je potem sprožil to varianto, ne, češ bož bi bilo, da smo mi odgovorni generalnemu sekretariatu vlade, ne pa policiji. Takrat je bil generalni direktor policije Andrej Podvršič in smo potem v bistvu v policiji tudi takrat strokovno temu nasprotovali. Debato smo pa zaključili na način, da smo se sestali v generalnem sekretariatu vlade, kjer je bila takrat navzoča gospa Nevenka Čerešnar Pergar, generalna sekretarka, Alja Brglez, ki je bila v tistem času vodja kabineta Drnovškove vlade, neki pravniki, relativno majhna skupina ljudi in smo potem imeli precejšnje diskusije okrog tega, kako to zadevo rešiti. Presekali smo jo pa tako, da se je takrat na precejšen šok vseh ostalih rekel zelo enostavno, poglejte, če vam bodo počeli predsednika vlade, to ne bo problem policije. Pa so sprašvali, kako to mislite. Se je rekel, tako sem vam povedal, če mi nimamo nobene ingerence nad temi ljudmi, ne, vi ste jih prevzeli z značkam, pištolam, pa ne vem še vse v vaše upravljanje. Potem, ko bodo oni prekršili zakon, to ne bo naš problem, boste ga to morali vi rešiti. Ko bodo oni, naprimer, lahko se vam zgodi, da nek varnostnik v neki kritični situaciji prehitro potegne orožje in strelja na nekoga in se potem, ko ste ugotovili, da je globoko prekoračil pooblastila. Kdo bo to reševal? Mi ne, to boste morali vi reševati. In seveda s tem se tudi ogroža samo varnost, varovanje osebe in policija na to nikakor ne bo pristala. Ker ljudje mogoče zmotno mislijo, da je varovanje teh oseb samo nek visok, relativno srednjih let moški, športne postave v temni obleki, s temnimi očali, z vidno slušalko v ušesih, ki sicer gleda tam, kaj se dogaja okrog varovanja osebe. To je samo zunanja slika varovanja. V ozadju je pa cel zaščitni aparat. Ne. V Centru za varnost in zaščito imate posebno skupino strokovnjakov, ki konstantno spremljajo, kaj se dogaja v javni sferi. Ne. Torej, spremljajo dogodke, spremljajo grožnje, analizirajo grožnje, spremljajo socialno omrežje, zato da se vnaprej lahko zgradi neka dosti realna slika, ali neka oseba dejansko ogrožena ali ne. Ne predstavljam si, kako ne bi to delovali na način, da ti ljudje pač niso enostavno več del policijskega sistema. Ja, preden greva k CVZ-ju, me vendarle zanima še ozadje človeka, o katerem malo vemo, nimamo veliko slik v javnosti. Mislim, da je spletni portal N1 pa objavil videoposnetek, kjer se je pojavil na dan parlamentarnih volitev v štabu Gibanja Svoboda kot simpatizer stranke, zdaj pojasnjujejo pri Gibanju Svoboda. Pa vendarle, kdo pravzaprav je Miloš Njegoslav Milović, da si ga premier Golob tako želi za svojega varnostnika? Prav nekih hudo globokih informacij o tem kolegu iz policijskih vrst, nekdanjemu kolegu nimam. Ne. Poznam ga, nekajkrat sva se srečala, zato ker sem mogel reševati te probleme, če njega verjetno sploh nikoli ne bi srečal. Je pa takrat, ne vem točno katerega leta, iz policije izstopil in je šel delati za neko obdobje kot vodja varnosti v zunanje ministrstvo. Kaj se potem kasneje z njim dogajalo, ne vem. Ne. Očitno ima pa nek direkten dostop do teh ljudi, ki so pač del te politične elite danes v Sloveniji. Na kakšen način, ne vem. Vem, da ima neko svoje podjetje za svetovanje tudi na področju varnosti. Postavlja se pa vprašanje, veste, zdaj zasebna varnost, ne, ker on ne more biti nič drugega kot nekdo, ki se ukvarja z zasebno varnostjo, je v Sloveniji regulirano z drugim zakonom. Ne, in če ti hočeš karkoli delati resnega na varnostnem področju, moraš imeti licenco. Ne, se pravi, ne vem, a on to licenco ima ali nima, niti ne vem, kakšen je bil konkreten obseg tega njegovega svetovanja predsedniku vlade. Ta zdaj trdi, da je to bilo zasebno. Jaz ne vem, če lahko ti to funkcijo, rekel sem že prej, da je predsednik vlade institucija, ne pa nek zasebnik, ne moreš tega zasebnega pa javnega na ta način mešati. Kako problematično je za vas, če se tak človek, ki torej očitno ni zaposlen nikjer, pa znajde na sestankih s predstavniki policije glede varovanja premierja? Zelo problematično. Jaz trdim, da varovanje oseb je običajno označeno z določeno stopnjo tajnosti. Veste, to, kar piše v uredbi pa v zakonu, je treba potem v bistvu prenesti v operativo. In večino stvari, ki se tičejo varovanih oseb, je že debata, ali pa recimo vsi dokumenti, ti operativni, so označeni z določeno stopnjo tajnosti. Najmanj interno, če ne več. Jaz sem bil recimo tudi varovana oseba, sicer po 4. kategoriji, kar pomeni, da mene fizično ne varujejo, so pa seveda drugi ukrepi izvedeni. Kar med ostalim pomeni, da lokalna policijska postaja tam, kjer živim,
preveri ljudi v tej okolici, ugotovi, a so tukaj okrog ljudje, ki so nagnjeni k nasilju, a je kdorkoli teh ljudi bil recimo že obravnavan zaradi groženj nosilcem politične ali pa kakršnekoli druge oblasti. Tako da gre za en zelo kompleksen princip in obveščevalnega dela, protiobveščevalnega dela in varnostnega dela. Ne. Kar pomeni, da niso samo, tako sem prej povedal, tam tisto spredje, ki stoji tale gospod v temni obleki, ampak je v zadnji cel aparat. Kako bo to nek zasebnik zagotavljal, se jaz ne znam predstavljati. In tudi ne znam si predstavljati, da bi to postala neka normala, neka nova normala. Ne. Popolnoma nekaj drugega bi bilo, če bi bil ta gospod formalno zaposlen v kvoti, ki jo lahko predsednik vlade pripelje s sabo. Ne. Tam se ne zahteva niti pogoj izobrazbe, nobena druga stvar, ima pač nek svoj kabinet svetovcev, ampak predsednik vlade trdi, da ta človek ni z njim v nikakršnem razmerju delovnopravnem ali kakršnem koli drugem, da gre za nekaj popolnoma zasebnega. Jaz nisem tega še nikoli doživel, ne, pa sem kot direktor Sove sedel nekajkrat, ni to tako pogosto, kot bi ljudje mislili, v predsedniških kabinetih, s tem, da Janša kot predsednik vlade je organiziral te debate vse na 4 oči, zelo profesionalno. Pri Pahorju je bilo tudi tako, da je bilo pol njegovega kabineta zraven, ampak sem vsakič, ko smo imeli te sestanke, vprašal, kdo so ti ljudje. Ne. In če bi ugotovil, da med njimi nekdo, ki nima tukaj kaj iskati, bi rekel, zdaj pa gre ta stran, ali bom šel pa jaz stran. Ne. In verjetno takrat v bistvu Boštjanu Lindavu ni bilo čisto jasno, kdo so ti ljudje, pa verjetno ni sprašal, kdo so. Ne. In je potem šele kasneje ugotovil, da je na teh sestankih, ki so občutljive narave, ker gre za varnost ključnih političnih predstavnikov, sedela oseba, ki tam ni imela kaj iskati. Skratka, lahko rečeva, da sta tako Boštjan Lindav kot Tatjana Bobnar to problematizirala, tega človeka, ne, je, v bistvu sta, čeprav razumem, reagirala tako, kot sta morala. Tako, kot sta morala, sicer je spravim tako, da nekam pozno. No. Poglejte, dolg časa, ne, od vzpostavitve vlade so te menjave v policiji po notranjem ministrstvu tekle glede na njihov očitno nek načrt. Ne. Se bomo verjetno spomnili, da je ta vlada naročila celemu aparatu javne uprave oziroma državne uprave, da morajo izdelati liste vseh, ki so bili pod prejšnjo vlado postavljeni na položaj, pa celo zaposleni. Že to je nekaj toliko nenavadnega, da tega takega sorodnega primera nekaj ne najdeš. Ne. Potem so pa začeli s temi zamenjavami in za marsikatero od teh zamenjav jaz vem, da so bile popolnoma neupravičene, ampak so bile speljane legitimno pa legalno. Ne. Se pravi, ne moreš tega osporavati na sodišču. Nekatere od teh zahtevanih bi bile pa popolnoma nezakonite, recimo odpuščanje poveljnika specialne enote, odpuščanje direktorja policijske uprave v Novi Gorici, in to je bila pa točka loma, očitno do te točke sta verjetno ministrica pa šef policije prišla, ko je prišlo do te točke, se je postavilo. Ne. Se pravi, dva razloga za njun upor sta, ne. Varovanje predsednika vlade pa nezakonito pritiskanje na to, koga je treba s policijo. Ja, do tja še prideva. Zdaj, včeraj smo videli nekoliko daljši intervju premierja Goloba na komercialni televiziji 24 ur, kjer je bil v odgovoru voditelju zelo neposreden. Ne. Gre zame in za mojo družino. Večkrat je omenil, da so slikali njegove mladoletne otroke in da mu nihče ne bo preprečil, da bi se on zaščitil tako, da se bo počutil varnega. Njemu aparat zagotavlja popolno varnost. Ne. Jaz se sicer čudim, da kot predsednik vlade sam ogroža družinske člane, če se počuti tako ogroženega, zakaj otroke vodi s sabo na službena potovanja. Ne. Pelih na morje, pelih kamorkoli, ne pa na službene poti. Ne, jaz tega nisem nikoli v življenju naredil, da bo otroke vodil na neka taka potovanja, ki sama po sebi v bistvu lahko generirajo neko stopnjo tveganja. Ne. Da bi lahko preprečil, ker je javna oseba, da ga bojo slikali samo takrat, ko se on hoče slikati, ne ga bodo novinarji slikali posod in vselej, ker se bo pač pojavil, z otroke ali brez. In če si on domišlja, da lahko vzpostavi tak varnostni aparat, ki bo te paparaci ali pa kogarkoli drugega nagnal, ne, na javnem prostoru, da ga ne bojo smeli slikati, bo ravno tako kršil zakonodajo in pravila demokratične družbe. Jaz mislim, da se on enostavno ne zaveda, da ni več zasebnik. Ne. Da se on mora podrejati nekemu redu na funkciji predsednika vlade. Ne. Veste, zanimiv primer zgodovinski je recimo ameriški predsednik Barack Obama, ne, je takrat, ko je prevzel funkcije, ne, spoštoval čisto vse, kar je tajna služba zahtevala od njega, ne, Secret Service. Ne. Najtežje se odrekel svojemu iPhonu.
ker je bil vajen te iPhone uporabljati, ampak takrat so še veljala v Ameriki pravila, da predsednik ne sme imeti komunikacijske naprave, ki je lahko kompromitirana, v kateri jo mogoče vdreti in tako naprej. Ne mora uporabljati za komunikacijo sredstva, ki jih ima na razpolago tajna služba. Potem Trump je to kasneje v bistvu zavrgel. Žal tudi naši slovenski politiki pretirano uporabljajo nekaj, kar je javno dostopno in oni so vsi tarče. Vsak od teh ljudi na teh položajih je zanesljivo obveščevalna tarča drugih služb in se morajo zavedati, da so zdaj v tej funkciji, če pa tega noče sprejeti, ima pa v demokraciji vse možnosti, da gre kaj drugega delati. Včeraj je prišla v javnost tudi pisna izjava Centra za varnost in zaščito, CVZ. Na nek način smo lahko občutili po zapisanem, da so se počutili nekako užaljene glede teh izjav premierja Goloba, ko je govoril o tem, da so bili slikani njegovi otroci. Med drugim lahko iz sporočila za javnost torej razberemo, da se zdaj daje v javnosti občutek, kot da niso strokovni, kot da so premalo usposobljeni, kot da niso kos svoje nalogi, čeprav so to ves čas počeli, so varovali tudi premijer in njihove mladoletne otroke. To je popolna neumnost, to, kar je rekel. To je za mene popolna neumnost. Tako sem povedal, če ti želiš to še celo recimo osebi iz drugih delov javnega življenja, recimo kakšne celebrities, naprimer igralci pa tako naprej, se ne morajo temu izogniti. Ker edini način, da ti to preprečiš, je veste kateri. Da greš pa razbiješ temu človeku tam, ki te je slikal, če si ga slučajno videl v fotoaparat, to ne gre. Če si se javno izpostavil na javnem mestu, si pač enostavno potencialna tarča za fotografiranje, za kakšno nadlegovanje, pa kaj podobnega, ampak samo fotografiranje se v nobeni demokratični državi ne šteje kot nekaj, kar bi bil vstop v varnostni prostor v rano sebi. In varnostnik, tudi če bi to zaznali takrat, mogoče so, mogoče niso, nima prav nobenega zakonskega pooblastila, da bi ukrepal. Vi torej pravite, da se ne bi smelo dvomiti oziroma je treba zaupati CVZ-ju. Zakaj je CVZ tako visoko usposobljen za to? Najbolje usposobljen. Poglejte, oni imajo v bistvu poseben sistem kadrovanja ljudi, ki temelji na tem, da v bistvu CVZ razpiše znotraj policije, da so določena delovna mesta prosta in potem gredo ti kandidati čez posebno proceduro. Se pravi, delajo določene teste, psihofizične in tako naprej. Predvsem se pogotavlja njihovo stopnjo integritete pa motiviranosti za ta posel, ker je to v bistvu skoraj življenjski slog. Ti ljudje, mislim, to je posel, ki ga jaz, glede na to, da sem delal celo življenje v policiji, zanesljivo ne bi šel delati, ker ga ocenjujem kot psihično in fizično napornega. Urnike imajo popolnoma drugačne kot ostali ljudje, ki delajo v policiji. Predvsem je pa za njih važno, da so sposobni hitro in trezno reagirati. Zato, ker pogosto se lahko, mislim, ne bom rekel, se pogosto zgodi, ampak hipotetično se lahko zgodi, da bo varovana oseba dejansko napadena. Na srečo v moderni družbi takih primerov v zahodnem svetu ni prav veliko, ampak bili pa so. Spomnite se, naprimer, poskusov atentatov na politike, naprimer Ronalda Reagana v Ameriki, ko so varnostniki sicer preprečili, da bi Reagan bil streljen večkrat, ampak vse niso mogli tega popolnoma preprečiti. Se pravi, gre za človeka, ki mora dejansko biti zelo izurjen. In oni to v bistvu tudi konstantno urijo. Oni morajo uporabljati posebno tehniko vožnje, posebno tehniko izogibanju sledenju, se pravi in ofenzivna in defenzivna vožnja, uporaba orožja v vseh možnih okoliščinah, precizno streljanje zato, da ne streljaš na ljudi, ki niso povezani z neko grožnjo. Poleg tega so oni zelo povezani znotraj službe z tistim delom službe, ki naredi vse ostalo, ki deluje policijsko obveščevalno, tako da ne bo kakšnih pomot, delajo politično obveščevalne dejavnosti, ampak policijsko obveščevalno dejavnost. In tega se v bistvu ljudje niti ne zavedajo, kaj vse je v ozadju, ampak politiki bi se pa morali. Da ni samo tistih par ljudi, ki so z njim, ampak da je to širše. Da bi jim pa ne bi zaupal kar a priori, je potem pa najbolj, da policijo ukinemo pa naredimo nek privaten aparat. Ste dolgoletni policist, na visokih položajih ste bili šef Sove. Sami ste namignili, v Sloveniji veliko incidentov ni bilo, nekaj poskusov je bilo. Je bil slovenski predsednik vlade v preteklosti življenjsko ogrožen? Ne, jaz trdim, da ne. Zato, ker te grožnje, ko nekdo grozi nekomu od politikov, to je stalno na tapeti. Če greste gledati ta, naprimer, konc koncev vaš portal, pa katerega-koli drugega boste videli tam v teh komentatorjih, pri komentarjih, ker so seveda anonimni, pa se krasno skrije za to zgodbo. Take stvari, da so res nesprejemljive, ampak ni vsaka taka grožnja resna grožnja.
ampak neka pristojna služba mora to konstantno pregledovati in oni ocenijo, ali je to res nekaj, na kar je treba reagirati ali ne. Ampak jaz se do zdaj ne spomnim primera, naprimer, da bi bila ta grožnja res tako zelo resna, da bi to upravičevali neke ekstremne ukrepe. Najbližje taki grožnji je bil verjetno nekdanji predsednik vlade, pa zdaj še nekaj časa aktualni predsednik države, in sicer je ena psihično motena oseba iz Hrvaške prešla državno mejo, na vlaku je bil potem ta človek aretiran, presep imel neko bombo, in ko so ga vprašali, kam gre, je rekel, da gre v Ljubljano, da bo ubil pač enega politika. Šele kasneje se je potem pri bistvu pa rekel, da bo to točno predsednika vlade takrat pospravil. Ja. No, ta oseba je bila v bistvu verjetno, da do zdaj neka potencialno največja grožnja. Kaj pa recimo prejšnji premijer Janez Janša, ki je govoril, da je smrt janšizmu je direktna grožnja smrtjo njemu? Kako ogrožen je bil Janša? Janša je bil sorazmerno po mojem bolj ogrožen kot pa marsikdo v tej državi. Zato, ker to je mene presenetilo, veste, tudi kot pravnika, da je naprimer tak izraz smrt nekemu pojav, smrt komorkoli, to je za mene nesprejemljivo v demokratični družbi. Ker če ti rečeš smrt janšizmu, je najprej prvi del te besede Janša. Pa ni važno, kaj si kdorkoli v temu človeku misli, tudi jaz imam o njemu pač neko svoje mnenje, ampak to v bistvu razlagati okrog je za moje pojme nekaj, kar v demokratični družbi ne bi smelo biti sprejemljivo. Saj nismo, ne vem, kateremu letu tam pred drugo svetovno ali pa tik po drugi svetovni vojni. Zdaj sva že v zadnjem delu oddaje, veliko sva govorila danes o varovanju, dotakniva se še teh obtožb glede političnih pritiskov na notranjo, zdaj že bivšo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, pa VD generalnega direktorja Boštjana Lindava. Je malce nenavadno, da ni kljub predlogu ministrice dobil polnega mandata gospod Lindav, in slišali smo zdaj zanikanje tudi v državnem zboru, češ da ti dve pismi dokazujeta, da političnih pritiskov ni bilo. Ampak iz pisma je razbrati in Lindovega in Bobnarjeve, da so ti pritiski obstajali. Kako resne so te obtožbe po vaše in kaj bi se recimo zgodilo v času neke druge vlade, če bi takšne pisma prišla v javnost? Ja, če bi to Janša naredil, bi imeli bicikle na cesti. Sicer pa veste, kako je tu poskus zavajanja. Zdaj tiska malo boljš posluša, pa spremlja to zadevo, bo videl. Nihče ni očital vladi, da se vtika v operativne zadeve, se pravi v preiskovanje prekrškov, kaznivih dejanj, pa podobne stvari. Tega ni vladi noben očital. Očital so ji politične pritiske na to, kako bo policija delovala, kdo bo v policiji delal, kdo ne bo smel v policiji delati. To je ta pritisk. Se pravi, reciš za neko drugo zadevo, in zdaj to je bil pač poskus odvrniti pač to pozornost ljudi, ampak oboje je neprimerno, oboje je nesprejemljivo. Gre torej za politično kadrovanje? Absolutno gre za politično kadrovanje, kaj pa drugega. Mislim, moram biti pošten, da so vse vlade pri vsaki spremembi to počele, in na neki tej popolnoma primarni ravni je to popolnoma normalno. Jaz si ne znam predstavljati, da bo imel minister za notranje zadeve na drugi strani šefa policije, s katerim se absolutno ne bo to razumela. Pa smo imeli tak pojav, veste, enkrat v zgodovini. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, iz Socialnih demokratov, šef policije Marko Pogrevc, ki je bil označen kot nekdo, ki je povezan z katoliško cerkvijo. Praktično edini, ki je obstal, pomenjati vlade. Ja, in to je bilo zato, ker je bil tak dogovor z Drnovškom v tistem obdobju, da je bil Pogrevc v bistvu nedotakljiv, ampak sistemsko je bilo pa zelo težko delati, ker smo bili v konstantnem napetosti med ministrstvom pa policijo. Se pravi, da se to zamenja, to je normalno. To vsak od teh ljudi, ki sedi na stol direktorja Sove, šefa policije ali pa šefa generalnega štaba, ve, da pri spremembi vlade bo minister zelo hitro ocenil, ali bo lahko s tem človekom normalno delal ali ne. Ampak kaj pa recimo to, kar je bilo v pismu omenjeno, da kaj pa bomo naredili glede onega tam dol na mojem koncu, ta citat? To je pa grob, pa popolnoma neprimeren pritisk, nesprejemljiv. To je kršitev zakonodaje. Ali mislite, da je Janševa vlada počela kaj drugače kot Golobova? Mislim, da prav bistveno drugače, ne vem koliko, do katere mere, to zamenjavo mislim, da ni bilo, ampak definitivno precej stran od oči javnosti. Ker to je eno od teh problemov. V bistvu, kad tole gledaš, mi nismo dosegli v 30 letih tiste stopnje demokracije, da bi si nalili čistega vina pa rekli, lejte, normalno je, da se zamenijo ljudi na teh pa teh položajih, zato, ker pač enostavno imam pravico, da se izberem tiste, s katerimi bom delal. Globje dol pa se lahko menjave naredijo izključno po strokovnih kriterijih in v primerih, ko nekdo ne dosega v bistvu tistega, kar se od njega pričakuje. Ampak veste, v Sloveniji smo marsikaj popolnoma izrodili.
Če gledate oceno v javnem sektorju, ne, oziroma v teh službah državnih, vsi ljudje, njihov performance, se pravi to, kar delajo, se ocenjuje od 0 do 5, je povprečna ocena 4,5 ali pa celo višja, ne, kar pomeni, da sistem ocenjevanja ne deluje. Ne. Pri taki masi ljudi bi morali ven dobiti Gaussovo krivuljo, ne, se pravi velika večina je trojka, zelo malih je za 5, pa zelo malih je za 0 ali pa za 1. Ne. Skratka, če potegneva črto, še vedno se kadruje bolj na politični podlagi kot strokovni. Tudi ja, jaz mislim, da ja. No, v policiji sicer, gledajte, prav radikalno tega nisem videl, zdaj le mogoče v zadnjem cajtu se to bolj vidi, ampak nekatere pozicije, veste, v policiji so bolj mamljive za to, da se vpliva na tole zgodbo politično. Zdaj Goloba se želi obtožiti v opoziciji, ne, da si želi vrnitve Muženiča, da bi ta na NPU ustavil kazenski pregon zoper njega. Ja. A je res mogoče to kar tako ustaviti? Jaz tega v svoji karieri nisem videl, je to zelo težko narediti, ker potem moraš ti imeti v bistvu resen problem sistemske korupcije. Ne. Ker ti ljudje, ki so na prvi poziciji, v resnici nikoli nič ne preiskujejo. Oni v bistvu dajo neka splošna navodila, kaj ne se dogaja. In če imaš ti potem na ravni preiskovalcev, ljudi, ki delajo svoj posel tako, kot je treba, potem ta prvi nima nobenega vpliva. Zato, ker bi sistem sam izpostavil, ker preiskovalci so načeloma pametni, inteligentni pa dosledni ljudje. Ne bodo dovolili, da jim nekdo v bistvu z nekih nepojasnenih, strokovno nepojasnenih razlogov skuša vplivati na njihove strokovne odločitve. Mislim, da bi v tem primeru morali pokvariti velik del te policijske piramide, da bi cela piramida delala nekaj, kar je skladno z zakonom. Kaj ti premier Golob je večkrat v zadnjih dneh dejal, ne, da je bil Muženič razrešen nezakonito in da ga je potrebno tja vrniti, zato ker se mu je zgodila krivica v času Janševe vlade. Veste, ti postopki, jaz ne vem točno, kako daleč so. Ne. Vem, da je bil on takrat zamenjan brez nekega hudega pojasnjevanja. Mislim, da je tudi vložil potem v bistvu pravna sredstva proti temu, ne vem, v kateri fazi je postopek, ampak to, kar sem spremljal, lahko mirno rečem, da sem zaznal znake političnega kadrovanja, politične zamenjave in da so tega človeka mimo strokovnih kriterijev zamenjali. In zdaj, če uspe on dokazati v sodnih postopkih, da je to bilo nezakonito, pa ona druga zadeva, mislim, se nekaj bral, da mu očite tudi celo neke zlorabe. Če bo na vseh teh zadevah prišel ven za zeleno lučjo, potem ni nobenega razloga. Dokazali se bo, da je bil v bistvu politično zamenjan, ne pa strokovno. Morda samo še tole, ker sva čisto že na koncu oddaje se dotakniva, vendarle še tega nadzora nad delom policistov v času protivladnih protestov. Tudi to je pač prišlo v javnost, predano je bilo v tožilstvu. Nedolgo nazaj tukaj v tem studiu sedel dr. Anton Olaj, nekdanji generalni direktor slovenske policije v času tretje Janševe vlade, ki je močno dvomil v samo legitimnost tega sporočila oziroma tega poročila, češ da so ga sestavljali ljudje, ki so bili politično kompromitirani v preteklosti, pa vendarle to poročilo razkriva hude kršitve v času protivladnih protestov, nesorazmerno porabo prisilnih sredstev. Kako ste vi videli to poročilo? Jaz tega poročila nisem videl, ker ni objavljeno. Bilo je v javnosti, ne? Glejte, to poročilo ni objavljeno. Naprimer, fino bi bilo, da če so ga že napisali pa podpisali, da ga Ministrstvo za notranje zadeve, ker je močan javni interes, na svojem portalu objavi, tako da bo to lahko vsak dobral. Kdorkoli ga zdaj dobil, mimo teh internih pravil, pomeni, da ga je dobil po neki nelegalni, nelegitimni poti. Zdaj jaz nekaj v tem poročilu vem, ker imam pač kolege, s katerimi se pogovarjam in sem že ocenil vse tako zelo nasplošno, kako bi to poročilo moralo biti, kako bi moralo biti strukturirano. Tega ne bi ponavljal, ampak gre v bistvu v takih kompleksnih nadzorih za zelo profesionalno zapleteno delo, ki zahteva določen čas, korektnost, predvsem pa izkušnje in znanje. In stvar je pač enostavno taka. Jaz recimo nimam pojma o vašem delu, recimo novinarskem. Jaz verjetno nisem tisti, ki bom kompetenten, da bom zdaj ocenil vaše delo. Ko bom pa jaz v bistvu imel veliko izkušenj z vašega področja, celo na nekih vodilnih področjih, pa bom imel neko dokazljivo, kvalitetno kariero, potem sem šele kvalificiran, da bom gledal, kaj vi delate, pa če ste to prav naredili ali pa narobe. In vsako stvar, ki vam bom očital, da niste prav naredili, moram povedati, kako bi bilo pa prav. In to mora potem nadaljne presoje v bistvu preživeti. Zdaj, tisto, kar jaz vem, je to, da v bistvu ti ljudje, ki so izvajali nadzor, niso nikoli delali na teh področjih. Se pravi, ne poznajo niti taktike, tehnike, niti karkoli v zvezi z delovanjem teh tako imenovanih riot units, enot za kontrolo množic, in je to potem težko v bistvu ocenjevati z njihovega aspekta, da je nekaj bilo prav ali pa narobe. Če pa zdaj rečeš, da je bilo cel kup nekih nepravilnosti, zdaj to so uradne osebe,
ne more ostati na tem. Če oni rečejo, so to predali v bistvu tožilstvu, potem morajo že sami nakazati, katera konkretna kazniva dejanja je bila pa tukaj storjena. Kakšne škodljive posledice so nastale na tistih, ki so bili za teh kaznivih dejanj oškodovani. Bom pa z zanimanjem to poročilo zanesljivo prebral, ko bo javno objavljeno. Niste pa bili nikoli preveč navdušeni nad tem, kako je minister za notranje zadeve pa tudi državni sekretar za nacionalno varnost obiskoval operacijske štabe? Ne, zdi se mi to nepotrebno, čeprav ne vidim v tem neke hude pravne spornosti oziroma pravno to celo ni sporno, ni pa najbolj primerno. To jaz pravim, da so to v bistvu otroške igrice. Ne. Zakaj se greš vpletati v neko zadevo, ki ni za to prav nobene potrebe. Ne. In stvar je pač o tem, da če imaš ti nek operativni štab vzpostavljen, ker so profesionalci, ne, in se potem v tem štabu pojavi neka šarža, ne, nekdo, ki ti je vse, če že ne neposredno, pa posredno nadrejen, dobijo ti ljudje pač nek slab občutek. Ne, in v resnici to lahko vpliva potem na njihove odločitve. Ne. To je neprimerno, v marsikakšni državi se ti štabi, ki vodijo kakršnokoli krizno zadevo, enostavno zaklenejo. Če pride kdorkoli z višjo šaržo, ne, lahko so to tudi svetovalci ali pa minister tukaj tak ne bi mogel nič naročati. Ne. Nimajo vstopa, če pa že pride kdorkoli tudi znotraj policijske hierarhije, mora pa zelo jasno povedati, po kaj je prišel. Je prišel nadzorovati ali je prišel v bistvu prevzeti zadeve, in če želi prevzeti poveljevanje, mora to jasno povedati in prevzeti poveljevanje. Sicer ne sme sugerirati nobene stvari. Ne. Zdi se mi nepotrebno in otročje, da se hodi v take štabe gledati, kako to poteka. Ne. Mislim, lahko bi se temu izognil. Gospod Rupnik, najin čas se je iztekel. Mislim, da so bila vaša strokovna pojasnila neprecenljiva vrednost za naše gledalke in gledalce. Najlepša hvala, ker ste bili moj gost na Domovini. Hvala vam za povabilo. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. V vroči temi smo spet skupaj prihodnji teden.